se zavzema za prostovoljno članstvo v vseh zbornicah. Vemo, da imamo že prostovoljno članstvo v gospodarski zbornici, v obrtno-podjetniški zbornici. Mi smo nekoč že predlagali prostovoljno članstvo tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, pa takrat žal nismo uspeli v koaliciji, tudi nismo uspeli tega uveljaviti, ker je pač ena koalicijska stranka temu nasprotovala. Vendar danes ponovno vlagamo v proceduro zakon o prostovoljnem članstvu Kmetijsko-gozdarske zbornice, torej danes smo to že vložili. Cilj tega predloga zakona pa je vzpostavitev učinkovitejše oblike povezovanja in predstavljanja interesov kmetov, kmetijskih, gozdarskih in ribiških organizacij. Kot veste, se nam obeta tudi povišanje katastrskega dohodka in sedaj se sprašujemo, zakaj Kmetijsko-gozdarska zbornica na tem področju ni naredila nič, čeprav se je uveljavitev tega zakona že podaljšala. Sedaj se kmetijski minister znova zavzema za podaljšanje uveljavitve tega zakona, medtem ko nismo pa slišali, da je Kmetijsko-gozdarska zbornica kaj na tem področju že naredila. Torej, z novelo zakona odpravljamo obvezno članstvo kmetov v zbornici ter s tem obvezno plačevanje članarine oziroma zborničnega prispevka. Vsi vemo, da že od ustanovitve Kmetijsko-gozdarske zbornice naprej so se člani pritoževali, zakaj morajo biti obvezni člani, če od tega nimajo nobenih koristi, če sami ne želijo biti člani zbornice, potem pa se tudi nekateri niti ne ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ampak imajo samo v lasti in posesti neko zemljišče. Torej, nasprotovanj temu obveznemu članstvu je bilo vedno veliko in že od vsega začetka. S to novelo zakona želimo tudi razbremeniti slovenskega kmeta, ki mu v teh kriznih časih ni lahko, in samo upamo lahko, oziroma bomo tudi v Novi Sloveniji vse naredili, da se to povišanje, tako enormno povišanje katastrskega dohodka ne bo zgodilo. Seveda ugibamo lahko, ali je zbornica molčala tudi zaradi tega, ker bi s tem pridobila še večje število članov. Gre torej za liberalizacijo na tem področju. Kmetom želimo ponuditi možnost svobodne izbire. Pa po številnih pričevanjih kmetje od zbornice nimajo praktično nobene koristi. Naloga zbornice bi namreč morala biti, da dela v korist svojih članov. Žal, kot smo ugotavljali v zvezi s katastrskim dohodkom, se pač to ni zgodilo. In pri tem se sprašujemo, ali je kmetijska zbornica praktično namenjena sama sebi in funkcionarjem, ki delajo v zbornici. Nova Slovenija s to novelo zakona želi tudi razbijati neke monopole v kmetijstvu. Ti monopoli zgolj izkoriščajo slovenskega kmeta, slovenskemu kmetu so zgolj v breme, žal, ne pa v korist in pomoč. Predlog zakona ne posega v statusno obliko in na področje javnih pooblastil, ki jih ima zbornica, ter na delovanje javnih služb v zbornici, ki jih iz državnega proračuna financira Republika Slovenija. Menimo tudi, da Kmetijsko-gozdarska zbornica zaradi prostovoljnega članstva ne bo propadla, ampak se bo morala samo bolj potruditi za pridobivanje članov, oziroma člani bodo morali ugotoviti, da zbornico potrebujejo, da jim je koristna in potem bodo postali tudi člani zbornice. Upamo, da bodo poslanci tudi vladnih strank podprli to novelo zakona in s tem naredili tudi nekaj dobrega za slovenskega kmeta in za bolj učinkovito in pravičnejšo zbornico. Ker je ta teden tudi teden gozdov, bom spregovorila še nekaj na to temo, kajti prav je, da prav v tednu gozdov posvetimo tudi nekaj pozornosti upravljanju gozdov v državni lasti. Vodja poslanske skupine je prejšnji teden že napovedal, da bomo vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje.
zaradi prekomernega, nepremišljenega izvoza najkvalitetnejše hlodovine v sosednje države, predvsem pa v Avstrijo, slovenske lesno-predelovalne gospodarske družbe, žage, zadnje leta že težko najdejo pogodbenega partnerja v Sloveniji za odkup hlodovine, seveda v zadostnih količinah in kakovosti. Predvsem pa želimo opozoriti tudi na velik problem črne sečnje, predvsem pri koncesionarjih. Tukaj lahko tudi ugibamo, zakaj je tudi takšen velik izvoz v Avstrijo. Menimo, da tudi zaradi tega, ker se s tem laže tudi zabrišajo sledi za črno sečnjo. Seveda zavedamo se tudi nekaterih problemov, da pri nas se mogoče plačuje les z zamikom, da avstrijski kupci včasih zagotavljajo tudi brezplačen prevoz, ampak želimo pa apelirati na poštenost in na to, da so koncesionarji pač dolžni spoštovati pogodbe, torej in ne se ukvarjati s črno sečnjo, predvsem pa menimo, da se dela velika škoda Sloveniji, slovenskemu gospodarstvu, predvsem lesno-predelovalni industriji. V prihodnjem letu tudi potečejo 20-letne koncesije za upravljanje gozdov v državni lasti in pri novem podeljevanju koncesij je ministrstvo dolžno zagotoviti tudi razvoj žagarstva in lesno-predelovalne industrije v Sloveniji. Vemo, da je Slovenija ena izmed držav z največjo pokritostjo z gozdovi, zato je nerazumljivo, da po drugi strani nimamo doma dovolj kvalitetnega lesa. Predlagatelji nujne seje odborov za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in okolje predlagamo, da po razpravi sprejme odbor naslednje sklepe, 3 sklepe, ki jih bom prebrala. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje naj v roku 6 mesecev pripravi predloge za zajezitev izvoza najkakovostnejšega lesa, hlodovine iz države in za povečanje predelave omenjenega lesa na ozemlju Republike Slovenije. Drugič, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje naj kot bistven pogoj za podelitev oziroma podaljšanje koncesije za upravljanje z gozdovi v lasti države prihodnje leto zahteva, da koncesionarji upravljajo z lastno žago ali na drug način zagotovijo oziroma se zavežejo, da bodo zagotovili predelavo lesa v Sloveniji. In tretjič, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje naj v najkrajšem možnem času v skladu s priporočili Računskega sodišča Republike Slovenije pripravi ukrepe za boljše gospodarjenje z državnimi gozdovi.